Tretji posvet pod pokroviteljstvom Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti z akronimom SRIP-MAT-PRO, tokrat z naslovom Povezovanje, ključ do konkurenčnosti in kadrov, je potekal v okviru 27. mednarodne konference o materialih in tehnologijah 17. oktobra 2019 v Portorožu. Kot vsako leto že tradicionalno organiziramo 27. konferenco o materialih in tehnologijah, mednarodno konferenco, v okviru katere imamo že nekaj let tradicionalno tudi posvet, metalurški posvet, kjer pritegnemo slovensko industrijo in tu obravnavamo pereče tematike, ki so pomembne za povezovanje gospodarstva z akademsko sfero. V letošnjem tem posvetu se predvsem osredotočamo na SRIP-e, Strateška razvojna inovacijska partnerstva, ki so dejansko zelo pomembna, da Slovenija doseže združena skupaj z državo, akademsko sfero in z industrijo pride do nekih novih produktov, do nekih novih prebojnih rešitev, ker ta povezovanje so danes poleg velikih investicij in vlaganj ključ do uspeha na razvoju v tej zelo konkurenčni družbi v globalnem svetu. Po zanimivem uvodnem popotovanju skozi zgodovino z naslovom Po zapoje kovina so se udeleženci lahko seznanili še z nekaterimi prihodnjimi izzivi in trendi na področju multikomponent in modeliranja kovinskih materialov. Moderne tehnologije proizvodnje kovinskih materialov, tudi nekovinskih materialov, so se v veliki meri izboljšale, tako da je poraba energije na enoto proizvoda veliko nižja, kot je bila, rečemo, pred 20-30 leti. To pomeni, ta prihranek energije pomeni v bistvu boljšo izrabo ne samo tehnoloških procesov, ampak tudi izkoristkov materialov, krožno gospodarstvo, kjer v bistvu recikliramo vse surovine ali pa vse odpadke ali pa odpadne materiale, ki med proizvodnjo nastanejo, seveda zelo uspešno izkoristimo za to, da je poraba energije čim manjša in da je izkoristek teh materialov čim boljši in seveda, da na račun reciklaže zmanjšujemo porabo primarnih materialov. In primarni materiali so pri proizvodnji predvsem kovinskih materialov energetsko veliko bolj potratni kot pa proizvodnja novih materialov, kovinskih zlitin in sekundarnih materialov. Na področju plastike so izjemno pomembni okoljski vidiki. Predvsem gre za to, da je plastike zelo veliko, hitro postane odpadek in to je odpadek, s katerim imamo težave, ko nam uhaja v okolje. Zato moramo biti bolj pazljivi pri uporabi plastike, predvsem pri uporabi odpadkov, pri ravnanju z odpadki. Tukaj je recimo ključna nova strategija o plastiki, ki je operativni ukrep sprejet na nivoju Evropske unije. In je zanimivo, da je to edina strategija za nek določen tip materialov. Potrebno je povečati zajem, potem izboljšati tehnologijo za recikliranje, povečati količino materiala, ki se ga reciklira, tako da imamo bolj učinkovito izrabo materialov kot surovinskih virov tudi, da ne postanejo odpadek, pa hkrati seveda preprečiti izpust v okolje. Osrednja pozornost dopoldanskega dela posveta je bila namenjena predstavitvi doseženih rezultatov SRIP-MAT-PRO ter vrsti dobrih praks povezovanja in partnerskega sodelovanja gospodarstva z institucijami znanja. Podane so bile tudi ključne usmeritve za naslednje obdobje, kjer bo največji poudarek na nadaljnji podpori izobraževalnim programom in razvoju kompetenc za potrebe industrije, vzpostavljanju novih verig vrednosti z možnostjo nastopanja na najzahtevnejših evropskih in svetovnih trgih ter krepitvi povezovanja med podjetji in institucijami znanja. Predviden je tudi zagon 2 razvojnih centrov, in sicer za področje lahkih kovin in za kompozitne materiale. Glavni dosežki SRIP-MAT-PRO so v prvi vrsti postavitev fokusnih področij, ki so v skladu z mednarodno usmerjenostjo in ki predstavljajo potencial za Slovenijo. In da je država spoznala, da so ta fokusna področja pomembna in da jih mora uvrstiti v svoje strategije. Potem druga stvar, vzpostavljanje pilotnih centrov, predvsem pilotnega centra SIPCAST,
in pa povezovanje partnerjev. To je za moje pojme največji dosežek, da so partnerji spoznali, da je pomembno, da se povežejo in da samo s povezovanjem bodo uspeli ustvariti nove produkte in uspešno nastopati na mednarodnih trgih. Metal je tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropi in zato je to področje za njega izjemno pomembno. V okviru tega projekta smo razvili nov tip orodnega jekla z popolnoma unifikatnimi lastnostmi in s tem odgovarjamo na nove izzive trga. Izjemno pomembno pri tem projektu je bilo, da smo poleg novega jekla razvili tudi odlične odnose z partnerji, ki so v tem projektu sodelovali. Tu mislimo na razvojne inštitucije in pa predvsem ostala podjetja, večja podjetja kot so Talum, Impol, Unior, ki so sodelovali pri tem projektu in nam pomagali pri preizkušanju tega materiala, kar je izjemno pomembno za reference, ki jih rabimo, da ta jekla lahko plasiramo širše po svetovnem in evropskem trgu. Vzpostavili smo sistem, kjer podjetja povezujejo svoje tako naložbene kot kadrovske potenciale pri razvoju, kjer sodelujejo in podjetja, ki so bile danes predstavljena, projekti, na katerih delajo, so točno to, kar smo pred 4 leti si postavili kot cilj. To pa je, da preidemo od sledilca k soustvarjalcu globalnih trendov. Ukrepi delujejo, so pravi, treba jih je zdaj samo še finančno podpreti in če bomo to naredili, bomo zmagovalci. SRIP Matpro je drugo fazo delovanja zaključil z najvišjo oceno vmesnega spremljanja in vrednotenja delovanja SRIP-a v obdobju 2017 do 2019. Med najvidnejše dosežke sodi modul neformalnega izobraževalnega programa na področju kompozitov, poimenovan EduComp, ki je bil premierno predstavljen prav na tem dogodku. Program je bil narejen na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah, kar je SRIP Matpro že predstavil na lanskoletnem posvetu. Z veseljem smo danes predstavili naš modularni izobraževalni program na področju kompozitov, ki smo ga poimenovali EduComp in na nek način zajema tako splošne neke potrebe po osnovnih znanjih strokovnih in tudi tailor-made programe za podjetja, ki odgovarjajo na njihove specifične dejavnosti in tudi dolgoročne potrebe za razvoj podjetij. Začeli bomo januarja 2020, z nami pa so pri tem sodelovale seveda inštitucije znanja in to so Inštitut za kovinske materijale in tehnologije, potem Kemijski inštitut, Fakulteta za tehnologije polimerov in Naravoslovno-tehniška fakulteta z dvema oddelkoma in sicer za kompozite na kovinski osnovi in to je bil oddelek za materijale in metalurgijo ter oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. V okviru neformalnega izobraževanja kompozitov oddelek za materijale in metalurgijo Naravoslovno-tehniške fakultete ponuja dva modula. Začetni modul kompozitov na osnovi kovinskih materialov in pa nadaljevalni modul. Ta modul seveda je v službi vseh podjetij, ki se ukvarjajo s takimi kompoziti in menimo, da v bistvu v okviru neformalnega izobraževanja lahko veliko teh vsebin podamo in prenesemo na zaposlene v podjetjih. Po drugi strani pa tudi smo odprti za to, da v okviru zaključnih del, kot so magistrske naloge, doktorske dizertacije, že v obliki formalnih izobraževanj poskušamo tudi na področju kompozitov dati čim več znanja in pa čim več kompetenc na področju kompozitov študentom in pa bodočim sodelavcem teh podjetij. Tako pa sta letošnji posvet videla predsednik in koordinatorka SRIP-a Matpro. Moj pogled na današnji dan krasno, fantastično, z več razlogov. Ponovno smo dobili potrditev, da so strateška razvojna partnerstva in strategija pametne specializacije prava pot. Prvič prava pot države, zato ker skozi to udejanja resnično strategijo, ki si jo je zadala po teh 9 prednostnih področjih. Hkrati pa seveda je veliko priznanje prav za naše strateško partnerstvo Matpro, ki je tisto, ki prednjači najbolj odlično, tudi po zadnji evalvaciji prve in druge faze smo na najvišjem mestu, kar daje priznanje ekipi, hkrati pa seveda tudi vsem, ki v strateško razvojno inovacijskem partnerstvu sodelujemo. Tudi v bodoče verjamem, da bomo, glede na to, kakšna energija je v tej ekipi in kako gledamo na ta partnerstva, tako v podjetjih kot v inštitucijah znanja. In danes smo tudi slišali, da
si država dejansko vzela to strategijo pametne specializacije za svojo, ne dvomim v to, da je uspeh zagotovljen. Ne glede na to, da so pred nami veliki izzivi, sem trdno prepričan, da se bomo z njimi zelo uspešno spopadali. Iskreno sem vesela, da je današnji posvet ponovno pokazal, da je naša industrija prepričana in verjame v zgodbo pametne specializacije in sripov. V dopoldanskem delu so nam dejansko pokazali njihove rezultate zaradi povezovanja in nas tudi usmerili, kam želijo v tretji fazi in pa v letnem načrtu 2020-2022. Popoldanski del kadrovskega razvoja človeških virov, pa tudi, da to, kar smo prehodili skupaj, veliko šteje, saj nam je uspelo tudi, da je država sprejela in bo implementirala platformo za napovedovanje potreb po kompetencah.